Makarska riviera, ki se nahaja med Splitom in Dubrovnikom, je spletena iz slikovitih naselij, razpetih vzdolž približno 60 km dolge obale. Na eni strani jih poljublja morje, na drugi veličastno Biokovo. Prav to destinacijo, ki nas privablja z neskončno modrino, tradicijami in kulinaričnimi dobrotami, so v hotelu Habakuk predstavili predstavniki hrvaškega turizma. Organizator srečanja je bila turistična agencija Relax Turizem, ki je na slovenskem tržišču prisotna že več kot 30 let. Lani je na hrvaški obali samo z relaksom dopustovalo več kot 120 tisoč Slovencev. Predstavniki turističnih združenj iz Hrvaške, turističnih organizacij, tistih najbolj lepih, nebeško lepih krajev osrednje Dalmacije so danes tukaj v hotelu Habakuk z namenom, da vam predstavijo turistično ponudbo, posebnosti, aktivnosti, vse tisto, kar nas Slovence v velikem številu vabi v njihove kraje, v sosednjo deželo. Organizator našega današnjega srečanja, gostitelj, je Relax Turizem. In dovolite, da najprej nekaj besed povejo gostitelji. V njihovem imenu seveda direktor odnosov z javnostmi, gospod Jože Režonja, ki ga vabim k besedi. Vas bom dala na sredino, da ste bolj v ospredju. Gospod Režonja, s presežki relaksa bova začela in sicer kot gostitelj današnjega srečanja zagotovo lahko iz prve roke poveste, kaj je tisto, kar v turizmu Relax Hrvaško postavlja na prvo mesto. Lepo pozdravljeni, hvala lepa vsem za udeležbo, novinarjem, novinarkam, urednicam, urednikom, kamermanom in pa seveda dragim našim prijateljem iz Makarske riviere, da so prišli v Maribor predstaviti to svojo super destinacijo. Relax Turizem že več kot 30 let na slovenskem tržišču. Od čisto male agencije smo se razvili dejansko v multinacionalno podjetje s firmami tudi na Češkem, v Srbiji in pa na Nizozemskem, tudi na Hrvaškem. Samo v lanskem letu smo za hrvaški obali organizirali počitnice in potovanja za več kot 120 tisoč slovenskih gostov, torej samo v lanskem letu. Predvidevamo, da se bo to nekako ponovilo tudi letos, saj toliko ali pa še seveda več. Z našimi prijatelji iz Makarske riviere sodelujemo že več kot 25 let, torej ta ponudba Makarske riviere. Kar se tiče, ko ste vprašali, zakaj največji, dejansko se pozicioniramo tudi kot največji organizator počitnic v slovenskem prostoru, pa ne samo za hrvaško obalo, ampak tudi za Mediteran. Letos več kot 15 čarterjev različnih z ljubljanskega letališča, tudi za Črno goro kar 3-krat tedensko. Uvajamo tudi nove destinacije, v lanskem letu pravi hit Zanzibar, Dubaj, letos je to morda tudi Oman in še nekatere druge destinacije, tudi v kratkem Indija. Skratka, tudi za to skrbimo. Lahko pa se pohvalimo tudi, da vse bolj nekako razvijamo ta incoming Slovenijo, torej prihod tujih gostov iz tujine v Slovenijo. Sedaj so v ospredju gostje iz Srbije, gostje iz Češke, tudi iz Nizozemske, morda po drugo leto še večje presenečenje v tem segmentu incoming v Slovenijo. Največji ponudnik slovenskih počitnic oziroma počitnic za Slovence na tujem ste. 33 let ste omenili, da ste na tržišču, še vedno se širite. Ravno v letošnjem letu ste dodali svojim poslovalnicam eno več. Tako, še vedno se širimo, nekako se skušamo približati našim dragim gostom, torej čim bližje gostom smo nekako še vedno klasični s poslovalnicami, da rekno s to individualno obdelavo vsakega gosta, kar se nam seveda izplača. Naši sodelavci, naši prodajalci so resnično visoko usposobljeni prodajalci turističnih aranžmanov, tako smo letos pred kratkim odprli še zadnjo poslovalnico, torej 26. v trgovskem centru Aleja v Ljubljani. To je zdaj druga v Ljubljani, je tako? Torej, aplikacije in spletni nakupi so še vedno drugo, tretje mesto, na prvem mestu turistične poslovalnice in stik iz oči v oči. Ja, dejansko ti stiki iz oči v oči, če ravno pri nas so pravzaprav projekti, ki jih najbolj forsiramo, najbolj nekako tudi razvijamo, podpiramo ta drugi del, ko ste rekli, torej ta IT tehnologija, torej vsa ta državna omrežja, potem tudi vsi kanali prodajni, ti sodobni, tako da nekako gremo s tem v roko v roki, ampak še vedno prevladuje ta osebna prodaja. Iz oči v oči. Kam boste vi šli na dopust, da zaključiva s sproščenim vprašanjem?
Ja, ravno kar sem se vrnil z enega krajšega dopusta iz Maroka, ampak glavni dopust bo pa na Biokovo 5 dni. Hvala Relax Turizmu i gospodinu Režani što je naš odličan partner u ovoj prezentaciji, općenito što dovodi toliki broj gostiju na Makarsku rivijeru. Nakon riječi mojih kolega teško je dodati nešto novo. I što se tu događa? Ono što je važno, znači prekrasno more, prekrasni vidici, neki kažu da je ljepši čak pogled na Biokovo nego na otoke, na more, na zalaske romantične. Međutim, u cijelom tom prostoru dolazi do miješanja zraka, zdravog morskega zraka i svježega planinskega zraka. Režonja ob tem opozarja, da bo letos zelo malo last minute ponudb, saj so se kapacitete zelo hitro zapolnile. Tudi v letošnjem letu bo največ naših gostov počitnikovalo v obalah v Jadranski obali, nekje predvidevamo, da bo to 60%. Predvsem veliko to odpada na hrvaško obalo, kar je nekako normalno, že tradicionalno. Tako je že vrsto let, tako bo tudi naprej. Potem pri nas zelo rastejo aranžmani na Mediteranu, na grške otoke letimo kar 8-krat tedensko, sezone v Turčijo 3-krat tedensko, potem še Španija, Egipt, Kanarski otoki, mogoče bomo pozabili kako je destinacija, torej nekje 60% bo to Jadranska obala in pa se ostalo tudi veliko zanimanja, tudi veliko počitnikovanja, rezervacij, povpraševanja po slovenskih kapacitetah. Predvsem opažamo tudi, da nekako rastejo počitnice v Sloveniji, pa ne samo v zdraviliščih in termah ali pa na slovenski obali, ampak tudi v gorskih turističnih krajih, Bled, Bohinj in Kranjska Gora, kar nas seveda tudi veseli. Nekako imamo tudi kar nekaj novosti v lanskem letu, letošnjem letu. So to malo bolj oddaljene destinacije, pravi hit je pri nas postal že Zanzibar, potem Dubaj, tudi kombinacija Dubaj-Zanzibar, ravno kar smo v tem tednu tudi plasirali novi produkt Oman, Sultanat Oman, kar je resnično nekaj posebnega, mistični Oman smo ga poimenovali, vkratkem tudi Indija in pa Tajska, ki je tudi že zunaj, tako da veliko nekih novosti tudi uvajamo v letošnjem letu. Danes ste pa predstavili eno takšno čudovito destinacijo, slišali smo pa lahko predvsem taka umirjena, namenjena morda družinam, ni neka žrelska. Tako, kolegi so povedali, da ni party, ni partijev, ni tako, kot je recimo na Ibici, Ampak resnično ta destinacija je nekaj posebnega, zelo dostopna za nas Slovence, kajti resnično je avtocesta iz Slovenije praktično tam do Biokova, tam do Zagvozda in potem je tunel skozi, ta najnovejši tunel in se na Makarski rivijeri in teh 60 km obale je resnično nekaj posebnega. Jaz rad poudarim, da ker poznam kar lep delček sveta, da je to najlepših delov koškov obal, kar jih je. Dejansko ta kristalno čista voda, prodnate plaže, torej Hrvati reče šljunčane plaže, domačini, Borovci, vse do morja, potem ta dalmatinska mesta, ribiška naselja, lahko bi še vedno uporabljali ta naziv Mediteran, kot je bil nekoč, kot je to bil že slogan hrvaškega turizma, Biokovo, ki se dviga čisto iz morja na 1700 in nekaj metrov, za to svojo ponudbo pravimo, da je tam dole morje, zgoraj pa je turizem nebesih, tako se radi pohvalijo in potem tudi to za Biokovlje s to svojo čudovito kulinarično ponudbo, ti dalmatinski pršuti, ki jih imamo priložnost tudi danes poznati, spadajo v sam vrh pršutov na Mediteranu. Poudarili ste tudi, da first minute je že bil, bo pa tudi last minute, verjetno, torej aranžmaje imate trenutno že v ponudbi, se prodajajo in kaj opažate, kam bodo Slovenci letos šli največ? Moram vas najprej razočarati. Zelo malo bo last minutov v juliju in pa avgustu, kajti kapacitete se bodo zelo hitro prodale. To vedo tudi naši gostje, zato tudi taki porast rezervacij v first minute, torej pri popustih za hitre prijave, tudi do 30% so ti aranžmani nižji in letos pričakujemo, da bo praktično skoraj da ne bo teh last minutov. Največ bodo Slovenci, kot sem že rekel, šli na hrvaško obalo, torej na Jadran, približno 60% naših gostov, potem ostalo pa gre na Mediteran, grški otoki, Rodos, Kreta, Krf, Santorini, bi še lahko naštevala. Kot je pojasnil Režonja, so ob pregledu letošnje in lanske ponudbe ugotovili, da so se cene dopusta na Hrvaškem v povprečju dvignile za 8 do 12% v primerjavi z lanskim letom. Tu imamo tudi s sabo kataloge Relax Jadran, ki so kar na 370 straneh ta ponudba počitnic ob vzhodni jadranski obali
In ko smo naredili analize te ponudbe, lansko letne, torej ponudbe na počitnici na Jadranu 2022-2023, smo nekako dejansko ugotovili, da so ti aranžmani dražji od 8 do 12%.